Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Če ste danes že preverili našo spletno stran www.klepetobkavi.si, potem že veste vsaj malo, o čem bo danes govora. Govorili bomo namreč o alkemiji, nadvse zanimivi zadevi. Nekaj več bomo seveda izvedeli ravno danes, kajti v naši družbi je prav tako nadvse zanimiva gostja. Gospa Vida Gostečnik, lepo pozdravljena, dobrodošla. Najlepša hvala za odziv. In moram reči, da o tej tematiki pa niti v tej sezoni pravzaprav še nismo govorili. Tako da za začetek me zanima, kaj pravzaprav alkemija sploh je. Ja, to je na prvi pogled zelo enostavno vprašanje, ampak odgovor je mnogo bolj kompleksen, kot bi pač bilo potrebno, da se ga razloži in da je jasno razumljiv. Alkemija, to je definitivno nek mističen pojem, nekaj, kar je neraziskanega, nekaj, o čemer ni mogoče veliko prebrati, in tudi meni se je to nekako odpiralo med tem, ko sem raziskovala oziroma začela raziskovati koloidne raztopine, vse skupaj pa se je začelo s koloidnim srebrom. Ampak sicer ste psihologinja, kako to, da ste se vrgli v te vode? Je bil to klic duše? Kaj je bilo? Verjetno klic duše, usoda, kakorkoli, ali pa zgolj nekak moj raziskovalni duh o neki mistiki v življenju, ki obstaja in pač je ne moremo odkriti na prvo žogo. Kaj zanima kemike in kaj zanima alkemista? Ja, to je dobro vprašanje, ki odgovarja nekako, ali pa recimo temu nekako uspe definirati, kaj alkemija pravzaprav je. Kemiki so tisti, ki proučujejo nekako fizično strukturo, fizični ustroj substance, to, kar lepo opisuje periodni sistem elementov, torej velikost, atomska masa, koliko elektronov, pač fizično oziroma kemično sestavo določene substance. Alkemisti pa so tisti, ki poleg te fizičnih lastnosti določene substance proučujejo oziroma jih zanima še duša te substance, energetski ustroj, vibracija ali pa, če temu tako rečemo, zavest. Zavest? Substance, tako. Takole, tale zapis sem našla, pa me zanima vaš komentar na to. Znanost brez vere je hroma, vera brez znanosti pa je slepa. Ali je to nekaj, kar bi lahko tudi opisalo alkemijo? Definitivno. Kakor sem že povedala, alkemisti združujejo tako to konkretno vedenje, recimo temu kemije, znanstven aspekt, in ga nadgrajujejo s tako rekoč duhovnim aspektom. In zato alkemija nekako združuje celostno znanost in duhovnost. Ta rek je pa rek, ki ga je povedal Albert Einstein in mi je pač zelo všeč, ker je eden izmed redkih, ko ta dva svetova nekako uspe združiti in jih ne nekako ločuje, kakor se zdaj dogaja, boji med, ne vem, čim se, farmacijo, medicino, duhovnostjo, alternativo in tako naprej. Se pravi, ko se združi neka znanost in pa duhovnost, tukaj potem lahko nastane oziroma je prostor za alkemijo. Tako. Kako alkemist gleda recimo na zlato? Ja, verjetno vsakdo, ko je za alkemijo slišal, je pač slišal tudi, da želijo alkemisti iz vsega, tudi iz reka, narediti zlato. Zdaj, to je tisto, kar je nekako najbolj površinsko in kar je mogoče celo omogočilo, da se v te vode niso spuščali in so pač preprosto rekli, ne, zlata pač ni mogoče narediti, če ni že zlato v osnovi, ker če ne bi bili potem vsi bogati in tako dalje in tako dalje. Zdaj, jaz bi pa želela povedati, da alkemiste nikakor ni zanimalo zgolj zlato. Zlato jih je zanimalo predvsem zaradi tega, ker je zlato nesmrtna kovina, kovina, lahko temu rečemo, večnosti in popolnosti. Če bi spet vpeljala tisto definicijo alkemije, ki smo začeli na začetku, je zlato tista materija, ki ima nekako najvišjo vibracijo zavesti.
Tudi se določene spremembe prav na kemijski ravni za zlatom pač pokažejo z sučnimi elektroni in tako. Ja. Krasno razpredelnico pravzaprav smo tudi objavili, gre za vaše delo, smo tudi objavili na naši spletni strani www.klepet.kavi.si, kjer piše, se pravi, zlato povezava s katerim planetom, torej sonce, s katerimi čustvi, pravzaprav povezava z celim človekom, celim vesoljem. Tako je. In ravno zaradi tega je to tema, ki je izjemno kompleksna in še v 4 urah na recimo delavnicah na to temo ne uspem nekako, ali to nekako meni ne uspe, razjasniti tiste najbolj osnovne temelje, na katerih se pač gradi. Tudi zdaj o zlatu sem pa pač povedala, da je bilo sigurno tisto, ki je alkimiste najbolj zanimalo. Zakaj jih je zanimalo, bi bili kmalu pri pač kamnu modrosti, Philosopher's Stone in tako dalje. Ampak če nekako skušamo ostati bom rekla, v skladu s vprašanjem ali pa odgovoriti na vprašanje glede te tabele, sem že na začetku omenila, da seveda zlato je bilo najbolj zanimivo, vemo kovina večnosti, nesmrtnosti, preučevali so večno življenje, kar vse nas zanima in tudi moderna znanost vedno bolj. Vendarle pa zlato ni bilo edino, ki je zanimalo alkimiste. Alkimisti so se zanimali za kovine nasploh, ker so kovine najčistejša substanca na Zemlji, ki prevaja energije našega makrokozmosa, to je planeta. Nasploh vemo, kaj je skupna lastnost kovinam, je to, da prevaja energijo, elektriko, in seveda tu se potem vse začne. V zvezi s temi koloidnimi, omenili smo na začetku srebro, ker pač ljudje srebro trenutno najbolj poznajo. In če lahko omenim tole koloidno srebro in tudi srebrni naboj narave, znebimo se strahu. Tale paket bomo namreč tudi nekomu izmed vas podarili. Telefonska številka bo zapisana seveda spodaj, tako da ja, vsak trenutek bomo tudi nekoga izbrali oziroma bomo tole koloidno srebro in tudi tole knjigico, kjer si boste lahko prebrali kaj več, podarili. In ko sva že ravno pri koloidnem srebru, telefonska številka je zapisana spodaj, ko sva že pri koloidnem srebru, zdaj se mi zdi, da v zadnjem letu se veliko o njem govori. Zdaj, kaj je res, kaj ni res, je pa po moje tudi druga plat, oziroma sam aspekt. Ampak zakaj so se alkimisti ukvarjali tudi z koloidnim srebrom? Jaz bi raje to zastavila na ta način, da so se ukvarjali z vsemi kovinami. Z vsemi. Tako. Ravno zaradi tega, ker kovine prevajajo energijo in so najčistejša snov, ki prevaja zdravilno energijo posameznega planeta. Ali pa če tako rečemo, kovina je tista, ki zmore skladiščiti in prevajati na ta naš planet, v ta naše življenje, astralno silo. In tako, koloidno srebro vsi vejo, da je pač naravni antibiotik, regenerira, dviguje imunski sistem. Jaz sem pa naletela na alkimijo takrat, ko sem se vprašala, pa zakaj? Kako to, da so pred 1000 let vedeli, da če damo hrano v srebrno vrečo, da se ne bo pokvarila, da deluje antibakterijsko. Niso imeli dobenega mikroskopa, oni niso mogli narediti preprosto, kakor danes, dati bakterijo ali pa virus zraven koloidno srebro in videti, kaj se zgodi. Ne. Opazovali so principe življenja in videli, kaj življenje podpira in na kak način in kaj ga reciklira in uničuje. Ja, zdaj... Zanimivo. A če povem tole tabelo, povezavi malo z astralnimi silami. Ja, to bi bilo zelo zanimivo. Sicer moram reči, da smo se s koloidnim srebrom mi že srečali in smo majčkeno že od njem govorili, pravzaprav celo v naši knjigi Prehrana, lepota, čistoča. Lahko najdete recept, kako si ga pripravite sami, čeprav je tukaj verjetno 1000 in en način. No, tale pripravljen, povsem pripravljen, torej tehnična rastlina 100 ml, delci so od 1 do 20 nm. Nanometrov. Velikost zgolj. Ne bom tega brala, ampak bom samo povedala, evo, telefonska številka je zapisana spodaj in nekomu bomo tole tudi podarili. Se pravi, kakšna je zdaj povezava mogoče ravno iz te razpredelnice? Ja, torej, alkimisti, ker še ni bilo te moderne znanosti, ki je omogočila predelavo kovin na ta način, da je ustrezna oziroma prijazna oziroma zdravilna za našo telo, za notranjost našega telesa,
veliko so se ukvarjali ravno s tem, na kak način. Ta problem je z moderno znanostjo zdaj rešen, a ne? Tudi krije koloidna raztopina in dovaja celicam hrano in kisik. Kakorkoli, vseeno pa glede na to, da prevaja določene zdravilne energije, je seveda, veliko se govori o fizičnih učinkih, ker jih je pač najlažje videti in dokazati, delujejo pa tudi še na subtilnejših nivojih. Torej, posamezna, zakaj deluje srebro tako, kot deluje, je odgovor preprost, ki pa bi bilo fajn, da bi ga še razložili, mogoče kdaj drugič. Ja, super. Da prevaja energijo, zdravilno energijo Lune, ki sicer ni planet, no, ampak ja. Nadalje koloidno zlato, ki ga ljudje vedno bolj poznajo, radna medicina ga uporablja tudi v primeru artritisov in podobne zadeve, tudi srebro pač v primeru zgolj opeklin, fino bi bilo še kje, pustimo to. Zlato prevaja energijo sonca, je zvezda. Baker, obstaja tudi koloidni baker, koloidno železo, koloidni magnezij, koloidni selenc in torej lahko mi pripravljamo koloidne raztopine iz 13 kovin. Kako pa zdaj vedeti, katera bi bila recimo zame? Ali pa za kogarkoli, ne? Kako boš zdaj rekel, ne? Ok, ja, se sonce imam rad, pa bom pa kar koloidno zlato, ne? Kako je pri temu? Se povezuje s tem, da ženske bolj predstavlja luno, moški, moč, bolj sonce. Je tukaj kakšna povezava? Ja, definitivno. Luna, Venera, to so tipično ženske energije, ampak sta spet različni, recimo Luna in Venera. Zdaj, kakor piše v tej knjigi Alkimija planetarne sile in zdravljenje, iz katere sem črpala ali pa ki mi je pomagala sestaviti ta mozaik alkimije v koloidno zgodbo, piše, da če bi uporabljali ali pa uspeli narediti na ta način, kakor zdaj znamo s koloidnimi raztopinami, vse kovine bi lahko korigirali oziroma vzpostavili ravnovesje oziroma zdravje za večino tako psihičnih kot fizičnih problemov. To že piše, a ne? In seveda, fino je ravno ta tabela, če bo gledalce zanimalo, si lahko pogledajo, je lepo razložena. Najprej je opis te zdravilne energije. Mi, ko se rodimo, naj omenim, mi smo narejeni iz mineralov. In potem mi je zelo smešno, ko ljudje vprašajo, ja, to je težka kovina, je ustrezna. Seveda ne, ampak koloidno srebro imamo mi v telesu, v trombocitih, v tkivih, ko se rodimo. Zdaj ga imamo približno 50%, ga dobimo manj s prehrano, kot smo ga dobili pred manj kot 50 leti. In to je vse dokazano, ker to ni nobena mistika, ker to znanost odlično naredi dan danes. Gre pa za to, da je potrebno najprej poznati to kvaliteto te energije, zdravilne moči posamezne energije in kaj zmore. In potem se gre po analogiji. Vsak planet se manifestira na večjih ravneh. Najčistejši obliki kot kovina, zato mene zanima vedno pa pač tista esenca. Potem so kristali, ki so že malo bolj kompleksni, recimo lunin kristal, se ima podobne moči kot srebro, ampak manj močne, a ne? Krnitev čisti, na to rastline, recimo železo je najmočnejše, potem je recimo regradka rastlina, je pa že več drugih energij. Potem živali, ljudje smo pa itak toliko multidimenzionalni, da gre za nekako uravnovešanje, vedno gre pri zdravljenju in zdravju za vzpostavljanje nekega ravnovesja in to je pol konec koncev tudi pač neka večna modrost, zdravje. Vrhunska je tale razpredelnica, se pravi povezava z planeti, rastlinami, kristali, z vsem ostalim. Lahko si jo pogledate že tale trenutek pripravljeno, imamo na www.klepetobkavi.si. Mi pa bomo vsak trenutek torej sprejeli klic in podelili koloidno srebro in pa tudi tole knjižico, kjer je zapisano kar nekaj stvari. Znebimo se strahu, tukaj piše. Veliko ljudi se boji koloidnega srebra. Zakaj je temu tako? Ja, definitivno en del naslova apelira na te ljudi, ampak v principu pa znebimo se strahu leti predvsem na to, da se nam ni treba več bati teh superbacilov, avtoimunih bolezni, ki so pač trenutno zelo v porastu, prav zaradi mutiranja bakterij, napačne uporabe antibiotikov, od živalskih krm in tudi vemo tako. Zdaj, zakaj je veliko strahu? To si zna verjetno vsak sam odgovoriti, je pač veliko napačnih prepričanj, ljudje smo še vedno nagnjeni k temu, da nekako poslušamo avtoriteto ali pa da prelagamo odgovornost za lastno zdravje na druge.
In pač nekako potem za tiste, kateremu se odločimo dati odgovornost za lastno zdravje, tistega poslušamo in če bo tist rekel, to ni okej, nas bo strah, ne? Vse kukor pač povsod. To je najlažje, ne? Verjetno na drugega odgovornost prinesti. Kako se pa zdaj to uporablja? Koloidno srebro? Ja, sicer je za različna stanja tudi v naši knjižici Prehrana, lepota, čistoča opisano, ampak tako sicer najbolj vsakdanja, najbolj taka priročna uporaba vseh teh koloidov, srebra, zlata, bakra in ostalih. Aha, spet obširno vprašanje, upam, da bom čim bolj natančno. Glede na to, da bo ravno za srebro, da ga bo vsak trenutek podarili. Dejva reči za srebro. Ja, srebro je tudi tisto, ki pač se učinki najhitreje vidijo, zaradi tega, ker ima te regenerativne moči. Jaz učinkovanje oziroma učinke srebra opišem najhitreje z 3 besedami. To je naravni antibiotik, edino sredstvo, ki pobije viruse, to gledalci te oddaje že vedo, ne? Absolutno. Potem tale regeneracija pospešuje celjenje brez brazgotin in pa dviguje imunski sistem. In s tem takoj pokrijemo nad 600 bolezni, problemov, kakorkoli. Zdaj čisto konkretno pri protiherpesu tudi nič ni tako učinkovito, in pa pač proti virozam farmakologija nima pravega odgovora. Zdaj, meni je všeč zaradi tega, ker pač se da uporabljati tudi v kozmetične namene. Ta drage kreme imajo glih koloidno srebro not, ne? Tako in deodoranti, ampak ne bomo zdaj o tem, koliko ga dejansko notri je in kako je potem to učinkovito. Tudi poznamo, da so določeni pripravki, ki so mešani z aloe vero in tako dalje. To je bolj, jaz prisegam na čiste stvari, na esenco, ker potem najbolj vemo, kaj delamo, kje spostavljamo nek balans, ne? Zdaj, fin je zaradi tega, ker si ga lahko v oči nakapamo, v ušesa, na intimne predele, sluznico, kakorkoli. Skratka, ni omejitev. Ni omejitev in tudi težko predoziramo. Odlično. Gospa Romana je z nami na telefonski liniji. Pozdravljeni, gospa Romana. Dober dan želim. Dober dan želim. Kako ste kaj? Viroza sta vsa bolana, v herpesu. Aha, potem pa ravno pravi čas koloidno srebro prihaja v vaš dom. Glede, da mi je bilo namenjeno, ne? Očitno. Takole, dobili boste knjižico in pa tole 100 ml z razpršilko, tako da kar pridno uporabljajte. In gospa Romana, ne pozabiti javiti, kako je delovalo, prav? Dobro, bom obljubam. Dobro, super. Lep pozdrav, gospa Romana. Hvala, tudi vam. Pozdravljeni. Tako da še eno hitro vprašanje, kaj bi morala vsebovati domača alkimistična lekarna? Ja, vse, kar je na razpolago, vsega, česar se da narediti koloidna raztopina. Naj omenim, da se lahko naredi koloidna raztopina iz tistih mineralov, ki ostanejo pri čistosti 99,9999% čistosti v trdem agregatnem stanju. Tudi koloidni kalcij bi bilo super proti osteoporozam in podobnim zadevam, ampak žal je eksplozivn v takšnem stanju. Še tole bi mogoče vprašala, zakaj bi bilo dobro, da jemo srebrnim priborom, srebrnim priborom? Ja, jaz mislim, da je bolje, da pijemo koloidno srebro, ker so delci ustreznejši. Zdaj, srebrni pribor definitivno takrat, ko znanost ni znala pridelati tako visoko kakovostne pa pač raztopine, je bilo fino in je bilo optimalno zaradi tega, ker so se pač s hrano se počasi tekom uporabe z leti luščijo delci, in ne glede na to, da niso optimalni in da ne pride do hitrih učinkov, mogoče takšnih pri samih virozah, nasplošno dviguje in gradi imunski sistem. Zdaj, povprečen Indijec, ker v ajurvedski medicini še vedno pač zlato in srebro se še veliko uporablja, pač večji delci, povprečen recimo Indijec zaužije tekom svojega življenja kilo srebra, pa tako v telesu potem, ko mre to odkrijo. In pa tudi zlata nekaj podobnega. Odlično. Najlepša hvala za tale pogovor, več pa na www.klepet.si. Hvala vam. Super.